Fantasy. Radio Fantasy. Bomo malo pogovarjali. Z mano je v studiu Rado Kolman. Pozdravljen. Pozdravljeni. Zdaj, Rado, jaz bom rekel takole. Prihajaš iz podjetja Plasart in vi ste, lahko rečem, strokovnjaki za omare. Tako. Je, ne? Tako. Z eno besedo, zdaj, ker sem gledal na vaši spletni strani, ugradne omare, garderobne, mansardne, pa cel kup ostalih omar, pa so pa otroške sobe, pa drsna vrata in tako naprej. Tako je. Vse sem povedal, ne? Skoraj vse. Ja, Vlado, mislim, Rado... Je še marsikaj drugega, kar smo sposobni narediti, tako da to je to. To je to. Zdaj, prišel si z namenom, ker imate dneve odprtih vrat. Tako. Od kdaj do kdaj? Dnevi odprtih vrat potekajo od 11. februarja do 15. februarja pri nas v salonu v Celju. Kje pa imate vi salon? Salon v Celju je na Opekarniški ulici v stavbi Impusa. Torej, po domače, tam ko je Impus, tam ste vi Tam ko je Impus, tam smo mi. tam tako. ste vi na levi strani. Tako. Ja, zdaj na dogodek, ki ste ga objavili, ste zapisali, rezervirajte na plasart.si. Tako. Predlagamo, da stranke, ki so zainteresirane za naše pohištvo, si rezervirajo termin, predvsem zaradi tega, da se jim lahko posvetimo in prikažemo naše izdelke in predvsem, da si vzamemo čas za njih. Zdaj, a je odveč vprašanje, če rečem, čemu so namenjeni dnevi odprtih vrat? Ne, to je čisto v redu vprašanje. Dnevi odprtih vrat so namenjeni predvsem temu, da se stranke spoznajo z našim pohištvom, načinom izdelave, predvsem, da si pogledajo okovja, ki jih uporabljamo in da so deležni, kolikor je interes, osebnega svetovanja. Ja, ok. Kdo lahko pride? Koliko moraš biti star? Ali lahko pride, kdor hoče? Lahko pride, kdor hoče, kolikor so ljudje, stranke mlajši od 18 let, je zelo fajn, da imajo zraven kakšnega starejšega člana v družine, ki bo potem tudi to vse skupaj plačal, kolikor se odločijo. Ja, zdaj, na spletu, ko je bilo priporočeno, da si rezerviraš prijavo, ste zapisali, rezervirajte na plasart.si, mi poskrbimo za 3 stvari. Pogostitev, nagrade in pa za ekskluzivne popuste. Tako. To. Vse je napisano. To je Aha, to. se pravi, v tem času... Za to poskrbimo mi, na vašo željo, pa tako kot sem že rekel, ste deležni tudi osebnega svetovanja, seznanjeni ste z vrednostjo tega, o čemer smo se pogovarjali, in potem je na vas, da se odločite, ali gremo korak naprej, ja ali ne. So v tem obdobju od 11. do 15. zdaj tudi kakšni ekstra popusti, ali je to individualno, se dogovarjate z vsakim posebej? Ne, to so dogovorjeni pri nas ekstra popusti, in to je to. Pa imava številko, koliko je to? Imava številko, to je osnovni 7% popust, imamo pa še lahko dodatne popuste, kar je pa odvisno od načina plačila, ki ga izberete. Pa sva rekla, potem tudi to strokovno svetovanje in vse Tako, tega zdaj strokovno zraven. svetovanje, tako. No, lepo, torej smo rekli od 11. dalje, to je v bistvu od jutri naprej, ne? Tako. Od kere ure naprej se lahko oglasimo pri vas? Od 8 ure zjutraj naprej, vsekakor pa priporočamo, da se prej najavite po telefonu in se z kolegico dogovorite za termin. Za termin predvsem zaradi tega, da se vam res lahko posvetimo. Da si vzamete čas. Vam in vašim potrebam. Ja. Tako. Na meno musko pol mi bo pa Rado povedal, kjer omaro bi dejansko mogel imeti jaz v mojem stanovanju. Abrakadabra oziroma Abracadabra, tole je bil Eminem, ki je uporabil staro legendarno pesem. Zdaj, mi pa tudi na nek način čaramo tukaj, ko se pogovarjamo o ugradnih omarah. Rado Kolman iz podjetja Plasart je z mano, pozdravljen še enkrat. Pozdravljeni. Zdaj, malo sva debatirala o dnevih odprtih vrat, smo rekli od jutra naprej pa do 15. Tako. Rekla sva tudi, da se je treba prijaviti na spletni strani Tako. plasart.si. Zdaj pa nekaj mi pove. Rekla sva, da te bom vprašal, kako omaro potrebujem jaz? To je, bom jaz rekel, težko vprašanje. A je, ne? Ja. Bistven del, kakšno omaro potrebujete, je vaša potreba. Naslednjo, kar je namen omare. Namen omare, ali je to skladiščenje, ali je to vsakodnevna uporaba, recimo omara v spalnici, ali je to razdelitev prostora, zapiranje prehodov, zapiranje kotov v mansardi,
ogromno je variant. To, ko si rekel, Čisto individualno. zapiranje prostora je mišljeno tudi kot kakšna predelna stena. Mišljeno kot predelna stena, tako. Kaj pa barve? Si lahko zberem kako Barve si odštekano? lahko zberete karkoli, jaz oziroma mi s stranko ne debatiramo dosti o barvah, svetujemo, kar je po naše najbolj primerno, predvsem zaradi tega, ker v Maru boste gledali več časa kot karkoli drugega, ne? Naredimo vam pa po vaši želji in odločitvi. Svetlo-zelena z rumenimi pikami je čist primerna, če si to želite. Ker jo boste potem samo vi gledali. Ne? Točno tako. Zdaj, Rado, ti imaš meritve in svetovanje na terenu. Se pravi, si povedal, kaj tebe bolj zanima pri vsem tem. In ali smo potrošniki kdaj trmasti, pa vam strokovnjakom ne damo prav, ko predlagaš mogoče boljšo rešitev? Zelo redko kdaj se zgodi, se pa zgodi. Predvsem, bom jaz rekel, uporabniki, potrošniki včasih vztrajajo na svojih rešitvah, ki jim jih odsvetujemo, argumentiramo zakaj, ampak končna odločitev je vsekakor vaša. Tako, vi naredite, kar si mi zaželimo. Mi naredimo, kar si vi zaželite. Okay. Torej, zdaj sva rekla, da sva pri tem vabilu, da pridete in si pogledate ter se z vami pogovorite. Verjetno vas je v ekipi še več strokovnjakov, tako, nas je več. Delujemo vsi po istem principu. Osnovni namen je stranki narediti omaro, ki ima funkcionalno notranjost, da na ta način zadovolji vse svoje potrebe, vkolikor je prostor in možnost. Obstaja kakšni novi trendi, ki jih ne poznamo, to mi je zdaj lešinilo, kak del omare, ki lahko rečeš, da ne vem, je nekaj novega, ne vem, včasih so bili ti skriti panti, pa potem noter ledice, pa take zadeve. Novi trendi se pojavljajo in novi trendi grejo. Bistven del zgodbe pri celi stvari je klasika, vsi ti novi trendi so pa nadgradnja. Ja, sledimo trendom, vkolikor stranka želi in ima smisel, lahko sledimo tem novih trendom, ampak še enkrat ponavljam, omaro boste gledali 20-30 let, vprašanje, če je trend bleščice na vratih po jutrišnjem še aktualen. Ona svetlo-zelena z rumenimi pikami mi vedno bolj postaje zanimiva. Ja, povejte. Dolžina, višina, gremo. Velikost pik, pa smo tam. Rado, jaz mislim, da se bova to dogovorila pri vas od jutri dalje, se oglasim in prijavim na vaši spletni strani plasart.si. Kot rečeno, pogostitev, darila, ekskluzivni popusti, mi pa mere prenesemo. To je to. To je to. Hvala lepa in uspešno. Hvala vam. Pri teh pikah. Lep dan. Pridem z merami. Hvala. Čau. Radio Fantasy. Radio Fantasy.